Mislim, jaz lahko temu pritrdim. Pritrdim lahko temu, v tem smislu, da točno to sva, z možem ugotovila, da je dejansko splanirati v lastni režiji potovanje ni problem, ampak da je pa en cel kup enih podrobnosti in res veliko dodane vrednosti, če to naredi nekdo, ki se na to spozna, recimo kot si to ti, zato ker bistveno, bistveno, bistveno več vidimo. Ful ni tega mrtvega teka vmes, ni ustavljanja samo zato, ker pač rabimo se ustaviti, ker smo pač preprosto utrujeni. Veliko bolj ciljno je in na koncu tudi v resnici veliko več doživiš, a ne. To je bilo tako zame kar, v srednjih letih kar razodetje, denimo, ne. Ja, ja. Prej se mi je zdelo, da to, mi čisto vse lahko sami. Ja, Zdaj pa nisem več tako zelo prepričana. ja. Pri čemer je treba povedati, da ste vi izkušeni popotniki in pač ne potujejo z mano v veliki meri tako izkušeni popotniki, kot ste vi. Ampak vseeno, mislim, da je izkupiček je absolutno večji. Je pa to, da te nekdo pač med potovanjem ves čas nekam malo sili, nekam malo poriva, ne. Pride včasih tudi do razhajanj v nekih mnenjih, ampak meni je važno, da nekdo z distance, ne ko pride domov, takrat si spet utrujen, ker imaš dolgo pot za sabo, povratka, ampak z distance nekaj tednov, ko se obrneš na potovanje, pa rečeš, tule smo pa res veliko, predvsem ne videli, ampak doživeli, ne. Ampak, to je tudi denimo logično, to je pa vedno, kadar je več ljudi na kupu, a ne, različni smo in imamo tudi različne prioritete. Recimo že znotraj moje družine, recimo jaz izrazito imam prioriteto na hrani. Recimo, kar lahko rečem, da recimo tvoja prioriteta to ni, a ne. Pri čemer, pri mojih otrocih tudi ne. Lahko praktično jesta karkoli in kjerkoli, v redu je, a ne, samo da nista lačni. Lahko potrdim. Lahko potrdiš, hočem povedati, da je to normalno, da ves čas, a ne, in jaz praktično skozi, kadar sem s tabo, skozi malo težim, a bomo danes pa jedli, a bomo danes pa imeli čas za kosilo, a bomo danes pa imeli večerjo. Hočem povedati, da je to tudi relativno normalno, da vsakdo stremi k temu, kar mu nekaj pomeni. In na potovanju pride do izraza to, kako zelo smo različni, a ne. Ti si denimo človek, ki mu noro veliko živali pomenijo, in boš naredil vse za to, da vidiš neko, pa se smotano sliši, če rečem eksotična žival, preprosto nekaj, kar sicer ne bomo videli ali pa kar sicer ne bi opazili, a ne. Ja, ja. Glede hrane, če se vrnem, absolutno priznam, opazka je na mestu. Bi pa vseeno rekel, pač da mi je. Nismo lačni nikoli, ne. Nismo lačni. Ne. Mi je povsem jasno v bistvu, da ljudje ne morejo biti zadovoljni in otroci bojo tečni in rad bo topel obrok in zvečer se bomo vedno nekje usedli, čez dan je pa res težje, ne. Čez dan. Čez dan se je treba premakniti, težave so tudi zjutraj, ke so živali aktivne zjutraj, in če hočemo iti si jih ogledat, bomo mogoče pozno jedli zajtrk ali pa bo ta suh, ne, na poti, kar ni idealno, ker jaz recimo doma, ke sem doma, ne grem, ne premaknem se preko, pozajtrkujem, in to konkretno, ne. Ampak na potovanju dostikrat žal to ni tako, ampak ja, gre za iskanje enega ravnotežja, ne. Zdaj včasih si bolj uspešen, včasih manj, ampak je kar izziv, ja. Kaj še opažaš? Omenil si, opažaš, da je na destinacijah vse več ljudi, da določene destinacije, ki so bile še par let nazaj relativno neki hidden gem, to zaradi količine turistov kar naenkrat niso več. Opažaš, nekih manj pristnih izkušenj, tudi recimo pri nastanitvah, pa recimo vem, da opažaš, kako izgineva podvodni svet, recimo že pri šnorkljanju, kaj šele pri potapljanju. Kaj ta strah recimo, ali pa fear of missing out, jaz imam to zelo izrazito, a ne. Mene je groza, ko vidim eno destinacijo, na kateri sem bila 15-20 let nazaj, in danes, ne vem, en tak primer je Kuba, en tak primer je Flores. Zdi se mi, da izgineva nekaj, česar moji otroci nikoli več ne bodo mogli izkusiti in videti, in da nikoli ne bodo mogli tega dela sveta izkusiti na način, kot je nekdaj bil, ker včasih smo vendarle rekli: "Saj boste, zrastle pa boste." Zdaj pa vidim, da to sploh ni več samo po sebi umevno. Kako ti to doživljaš? To izginevanje? Zelo podobno kot ti. Imam en velik pritisk na sebi, včasih se malo potolažim, jaz sem pač že 50 plus in si rečem: "V redu, v tem nekem mojem obdobju, ne, bomo še našli, nam uspeva, pač gremo dlje, gremo drugam in tako naprej." Ampak situacija je taka, ne bi rad ustvaril nekega pritiska,
ampak res ni za čakati. Recimo, kar se podvodne situacije pod vodo tiče, pač korale iz nekih procesov, kakršnikoli že so, ali so naravni ali nenaravni, odmirajo tako pospešeno, da je treba res, res se potruditi in iti daleč, če hočemo še ta živopisen podvodni svet doživeti. Pristne lokalne skupnosti tudi, ne. To se zelo, zelo hitro razvija. Jaz sem zdaj, prav zadnje potovanje moje je bilo v Indiji in Indija pač kot država, ki ima največ ljudi na svetu, podobno kot je bila nekoč Kitajska, se razvija s svetlobno hitrostjo in to izgineva pred tvojimi očmi. Tista vasica z blatnimi hiškami, ki so zdaj kar naenkrat pozidane, ljudje imajo vse naprave, ogromen lokalnih ljudi, ki ima veliko in so pač, si lahko veliko privoščijo in si jih prej nismo bili navajeni, da si bomo z njimi delili določene koščke. To je, jaz mislim, da nepovratno. Po eni strani ne smemo biti sebični, ne. Tudi ti ljudje, ki pridejo na neko destinacijo, so to drugi sopotniki, ali so to turisti, ali so to lokalni turisti, imajo lahko pravico biti tam kot mi. Tako da zame je tule bolj, bom rekel, ena misija, kako v bistvu te neke meje premikati, kako najti še vedno to, pa da to ni za Ali vsako pa ceno. iskati druge stvari. Saj konec koncev morda je tudi to del potovanja, a ne. Nekdaj je bilo tako, zdaj je drugače, ampak ta drugačnost je zdaj pač nova realnost, a ne. Ja. Saj, nam je verjetno zanimivo videti neko pleme, ki živi v blatni hiši, si pa predstavljam, da njim prav zelo zabavno pa ni živeti na ta način, sploh če vidijo, da je možno tudi drugače. Ja. Če nimajo nič od tega, ne. Če nimajo Če čisto nimajo nič od nič od tega, tega, ja. da so oni kot v nekem človeškem živalskem vrtu, res jim ni prijetno in tja tudi ne želim iti, ker so ljudje v stiski. Ne vem, na Madagaskarju imaš ljudi, ki so lačni. Tako da v bistvu mi moramo nekaj vrniti njim, nekaj dati in iti s pravimi pričakovanji. Ne bomo teh ljudi našli tam nekih plemen, ki so goli ali pa s peresi na glavi, pač ljudje nosijo kavbojke. Ljudje imajo mobilne telefone, nimajo smartfonov, ampak nekaj imajo, s čimer komunicirajo. Ampak še vedno, ne, ke nekam pridemo, se pač oni potrudijo ohranjati neko tradicijo tudi zaradi turizma, ke imajo nekaj od tega, ampak ne samo zato. Jaz sem tudi na svoje oči nazadnje videl v Papui Novi Gvineji, ki je res odmaknjena destinacija, in smo imeli veliko neke vrste predstav ljudi, ampak so nam res iskreno povedali, da bi oni tega ne bi ohranjali, ker ne bi mogli. Zdaj pa tako, vi pridete, nekaj date, pa ne veliko damo, res. Niso to drage stvari, kot bom rekel, kot v prestolnicah evropskih, deljeno z 10 ali pa 20. In jim to omogočimo in, moraš to tako sprejeti. Če greš s tem mindsetom tja, ti bo super. Če greš pa tja iskat ljudožerce, ki jih ni že 150 let, pa veš, da so nekoč bili v Papui Novi Gvineji, boš pa razočaran, ne. A si kje našel kraje, kjer ni Coca-cole pa ni telefonov? Ja, veliko krajev je, kjer ima telefon samo nekdo v vasi, recimo v Papui Novi Gvineji je tako, Madagaskarju marsikje nimajo otroci, ampak v večini teh destinacij, kjer smo, imajo že otroci, so namesto neki drugi igri, pač gledajo v ekran, kar je malo žalostno, ampak to je tudi del tega razvoja in ne vem, zakaj bi mi lahko, oni pa ne, ne. Šli bojo skozi to fazo tako ke mi. Šli bojo tudi čez fazo, ko bojo ugotovili, da to ni optimalno, pa bojo začeli to opuščati. Tudi bojo, Samo. mogoče še prej kot mi, mogoče bojo v tem bolj uspešni kot mi in jaz jim to želim, ampak ja, zdaj so pač v tisti začetni fazi, ki je malček žalostna. Prej sem se pa zasmejal, je bilo pa to, ke si Coca-colo omenila, in smo bili zdaj nekje, v Indiji, nekje v enem odmaknjenem delu, in je bil neka baraka, kamor smo se ustavili za nekaj pojesti oziroma spiti, in je bila cela brendirana v Coca-colo, cela rdeča in vsi logotipi Coca-cole, ampak Coca-cole niso imeli. Je rekel: "Že dolgo je nimamo več." In ni bila dostavljena in so bili otroci razočarani, ke so to videli, ampak ja, tako da prav zbežati ne moreš, ne, ampak realnost je pa še vedno marsikje tako ali pa Pač preprosta. Coca-colo omenjam zato, ker se mi zdi, da v vseh, državah tretjega sveta, kjer denimo nimajo komunalnih, komunale urejene, pa jim ne odnašajo odpadkov, kar zares vsepovsod vidiš, ja, je veliko plastike, pa Coca-cola, flaške ali pa piksne vsepovsod. In res vidiš, kakšen onesnaževalec je to, in res
bi bilo treba neka sistemska rešitev, ker pridejo v bistvu, prevzamejo primat, morda tudi zaradi odvisnosti in potem jih pustijo v tisti bedi in v tistih odpadkih, a ne. Ja, to moram pa prav se malo prijeti za tole zadevo, kar je Indonezija. To je ena taka velika država z ogromno odmaknjenimi otoki, ki je nam zelo pri srcu. Ima zelo res lepih kotičkov, eksotičnih, tropskih, morskih in hodimo veliko tja. In imajo izjemno težavo s plastiko odpadno. In zdaj ti prideš na neko res sanjsko plažo. En sopotnik me je vprašal, bili smo na Borneu, na atolu določenem Maratuja, kamor se Upsi, v redu je. Luč. vračam, Luč. kamor se sicer vračam tudi čez par tednov. In sem bil napisal na spletni strani, ker imamo opis od nas, ki potujemo, in vsak ima pač neki najljubša žival, najljubša plaža. In to in sem imel to plažo na Maratuju napisano tam, ne. In pol smo prišli in ta plaža, na to plažo so tokovi prinesli, bom rekel tone, ampak na tisoče plastenk iz nekega velikega mesta, par dni prej, ke je bilo neurje in je bilo grozno videti. In te plastenke so bile 90% iz korporacije Coca-Cola, to moram reči, a je bil Sprite, Fanta, Coca-Cola. In mi je ta sopotnik pogledal in rekel: "Uroš, to je tvoja najljubša plaža, ke imaš na spletu?" Sem rekel: je bila." Bila je. Bila je res, ja. In zdaj moram jaz spletno stran popraviti, ampak jaz se ne vdam tako hitro. Zdaj grem še enkrat čez par tednov tja pogledat, in če bo situacija taka, A so morda tokovi odplavili kam drugam, te nesrečne nekam so, plastenke? ja, nekje so, ne. Saj vemo, da ocean ima 100-kilometrski, ne, smetišče te plastike nekje v Tihem oceanu, tako da nekje je to, ne.